Sestanek Evropske komisarke Bulčeve ter predstavnikov lokalne skupnosti, Evropske unije in Direkcije za infrastrukturo je potekal na pobudo poslanke Vesne Vervega. Občina je predstavila svoje poglede in želje glede drugega tira na tem delu Slovenije in seveda moje povabilo je šlo, da je potrebno upravičiti to vrstne investicije, da je potrebno to vključiti v neko širšo razvojno strategijo ne samo Slovenije, ampak tudi regije in potem se prideti pogajati tudi za morebitna finančna sofinanciranja. O višini sredstev pa? To pa težko zdaj rečem, ker ne vem, na kakšen način bo projekt sestavljen. Projekti za nadgradnjo obstoječe železniške povezave so sicer že v teku. Investicija je ocenjena na 80 milijonov evrov. Me zelo veseli, da bo ta železnica prešla na 120 km/h, kar pomeni, da se bo seveda to bolj primerna za tovorni promet, kar bo razbremenilo slovenske ceste in upamo tudi povečalo varnost v cestnem prometu. Ta prvi odsek, ki bo potekala od Pesnice do Šentilja, je razpis že bil objavljen, smo tudi naredili izbor. Res je, da smo na naš izbor dobili revizijski zahtevek, tako da smo sedaj v fazi reševanja tega revizijskega zahtevka. Že videno in slišano, javno naročanje po slovensko. To pa ne pomeni, gre razumeti Jurkiča, da se stoji križem rok in vodi zgolj ena aktivnost v tem delu slovenskega železniškega omrežja. V letošnjem letu še imamo namen objaviti tudi razpis za nadgradnjo železniške postaje Maribor in pa do tunela Pekel. Istočasno umeščamo v prostor drugi tir, vključno z izvennivojskimi prečkanji čez železniško progo. Ta državni prostorski načrt je predviden, da bomo ga sprejeli v januarju od leta 2018. To bo potem tudi takoj podlaga, da bomo začeli z odkupi zemljišč in pa z nadaljnjo projektno dokumentacijo za ureditev izvennivojskih križanj in pa istočasno z aktivnostmi za gradnjo novega tunela in pa viadukta čez Pesniško dolino. Sicer pa morajo biti vsi železniški in infrastrukturni projekti po besedah Bulčeve ekonomsko opravičeni ter regijsko in evropsko potrebni ter sprejeti. Ob robu današnje železniške teme se je s pesniškim županom dotaknila zemljišč ob avtocestnem vozlišču v Pesnici, ki je eno največjih v Sloveniji. Smo ji nakazali naša pričakovanja in želje. Povedali smo ji tudi, da za spremembo prostorskega plana predlagamo spremembo v tem delu in pričakujemo od ministrstva pozitivno soglasje. Na ministrstvo sicer komisarka neposrednega vpliva nima, a vzgledi, če ravno evropski, vlečejo. Sicer pa se Bulčeva pravkar druži s Slovenije goriškimi župani, o čemer je tekla beseda, pa bomo seveda poročali.